25. februarja 2013 je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekal pripravljalni seminar izhodne gospodarske delegacije, ki se bo med 6. in 9. marcem mudila v Tokiu in Yokohami ob obisku predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja pri njihovem veličanstvu, japonskem cesarju Akihitu in predsedniku vlade Shinzu Abeju. Seminar je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve ob sodelovanju japonskega veleposlaništva, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Spirit Slovenija ter Urada predsednika Republike Slovenije. The general atmosphere in Japan economic world is very reluctant, not so happy. It continued almost 20 years. But when Mr. Abe is a new prime minister elected, and when he launched this Abenomics, it changed in Japan. So Abenomics, it means many things, but you can see three principal lines. Aggressive monetary policy, as I showed, the yen was down so high. Flexible basic fiscal policy and growth strategy for promoting investment, and exit from prolonged deflation. So it's a very good timing for you to Japan now, because until last December they have some atmosphere very negative, but now the things are changing. As you know, Japan is among Slovenia's key partners in Asia, with total trade amounting to over 80 million euros in 2011. Taking into account the characteristics of the Japanese market and our comparative advantages, we identify areas promising enhanced cooperation, mostly green technology, renewable sources of energy, electronics, information technology, the automotive industry and the high-tech products. Tako bodo v organizaciji Spirit Slovenija, partnerske japonske agencije JETRO in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO v Tokiju in Yokohami potekala številna bilateralna poslovna srečanja, predstavitve in dogodki, med drugim japonsko-slovenski seminar o tehnološkem sodelovanju, slovensko-japonski poslovno-investicijski forum in številna srečanja business to business oziroma B2B. Agencija NEDO deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo in deluje globalno v okviru več predstavništev po svetu. V skladu z nacionalno strategijo pospešeno vlaga v razvoj tehnologij za trajnostni razvoj in zagotavlja podporo japonskim podjetjem pri aplikaciji ter uveljavljanju njihovih tehnologij na svetovnih trgih. Neto z 1,5 milijarde evrov letnih naložb močno kroji razvojno-investicijsko politiko Japonske. Danes sem se vam pridružila predvsem v tem smislu, da vam na kratko predstavim priprave na začetek pogajanj o sporazumu o prosti trgovini med Evropsko unijo in Japonsko. Japonski trg je sicer velik, je pa tudi dosti specifičen, na nekaterih področjih tudi relativno zaprt in namen teh pogajanj je, da bi se poleg znižanja teh carinskih stopenj, ki mogoče niso tako visoke, da bi prišlo tudi do odprave različnih necarinskih barijer, ki so pa pomembne pri poslovanju s to državo. Na področju necarinskih ovir bi omenila predvsem področja farmacevtske industrije, medicinskih pripomočkov, prehrambenih sektor, tudi mogoče avtomobilsko industrijo, in če bi prišlo do zmanjšanja teh necarinskih ovir, bi bila lahko evropska podjetja na tem trgu veliko bolj konkurenčna. Z japonske strani se bodo poleg najvišjih predstavnikov javnih agencij in institucij dogodkov udeležili tudi predstavniki uglednih podjetij in korporacij, med drugim predsednik uprave korporacije Hitachi. Iz naslova Vseslovenskega združenja malih delničarjev v okviru naših mednarodnih programov namenjenih delničarjem in investitorjem želim samo obvestiti prisotne, da bomo pripravili tudi srečanja z kolegi iz sestrske organizacije na Japonskem, tako da, ukolikor je kdo zainteresiran, da bi se srečal s tamkajšnjimi predstavniki organizacije investitorjev, tudi lahko to sporoči. Kontakte oziroma predstavitev teh programov imate tako v grobem tudi, jaz upam, pred sabo na mizah v teh mapah in bi samo želel vedeti pravočasno, koliko je to vrstni interes prisoten, da to
še na ustrezen način organiziramo, glede na to, da žal zaenkrat to ni bilo moč v okviru sicer predvidenih B2B sestankov. Ta obisk lahko izkoristite za zelo agresivno in zelo direktno predstavitev, kdo ste, kaj želite in kaj želimo doseči. Na Japonskem lahko uspe vsak. To je ekonomija s 5000 milijardami družbenega produkta, 127 milijonov ljudi, tam je vse, tam obstaja vse. Se pravi, jaz ne postavljam nobenih omejitev. Ključ je, da te nekdo priporoči, da te pripelje k pravi osebi, ki je pripravljena poslušati tvojo zgodbo in od tam naprej se te zgodbe začnejo graditi. Na samem začetku smo v industrijski avtomatizaciji začeli izvajati projekte kot sistemski integrator s tujo opremo. Zlasti Hitachi je bil naš glavni principal. To že od samega začetka, v 90-ih letih. Kasneje pa smo poskušali čedalje več prodajati tudi lastnega znanja, lastnih rešitev Hitachiju, ampak zato smo potrebovali dolgo vrsto let, da smo izgradili zaupanje, poiskali primerne izdelke, ki so bile za Hitachija zanimive in v nekaj letih smo tudi prišli do situacije, da smo več Hitachiju prodali lastnih izdelkov, kot pa od Hitachija kupili opreme. Ampak za tak ciklus preboja v razvojnega dobavitelja se potrebuje vsaj 3 do 5 let po naši izkušnji in pri tem ni nobenih bližnjic. Danes bi v bistvu izpostavila samo še en glavni problem, ki ga mi vidimo, in sicer je to sporazum o dvojnem obdavčevanju. Japonska pa Slovenija tega sporazuma še nimata urejenega, kar pač posledično pomeni, da če bi mi slovenskega državljana poslali na Japonsko, bi bil 2-krat obdavčen, njegova plača bi bila obdavčena tako v Sloveniji kot na Japonskem. In iz tega vidika se nam zdi to zelo nesmiselno, da bi pač svoje ljudi tja pošiljali oziroma obratno, da bi japonske državljane v Sloveniji zaposlovali. Izkušnje, kar sem jih imel na Japonskem, so bile absolutno poslovne, so bile absolutno pozitivne. Dolgoročno sodelovanje, vsekakor, veliko časa potrebno, veliko časa je treba vložiti in vztrajnosti je treba vložiti v to, da si človek zagotovi ali pa firma zagotovi svoj prostor na japonskem trgu, so pa absolutno, ko se enkrat sodelovanje začne, je to zelo naklonjeno sodelovanje strani Japonske in zelo dolgotrajno ter lojalno. In predvsem treba poiskati lokalnega partnerja na Japonskem, ker obdelava tako daljnega tržišča s takimi specifikami ni možna direktno, ampak je treba imeti tam dol svoje partnersko podjetje. Poskušajte upoštevati to, da ste 5 minut prej na mestu sestanka. Japonci so zelo precizni, kar se tega tiče. Oni so zmeri vsaj 5 minut prej na mestu sestanka in vas bojo čakali. Kot drugo, absolutno imejte pripravljene celo reč vizitk, rajši jih neste domov, sabo nazaj in sicer na vizitkah poskušajte imeti vaše ime pač zapisano spodaj v tej japonski katakani, se to imenuje, tako da ga znajo oni enostavno izreči. Po uspešnem sodelovanju v gospodarski delegaciji, ki je januarja obiskala azerbajdžansko prestolnico Baku, bo tudi ob tokratni priložnosti poskrbljeno za ustrezno predstavitev družb, institucij in investicijskih projektov, vključenih v mednarodna investitorska programa Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD, Investu Slovenija, Investo SI in International Investors Network Investo.net. VZMD vabi zainteresirane gospodarske družbe, institucije, skupnosti in posameznike, da izkoristijo možnosti sodelovanja in vključitve informativnih in promocijskih materialov ter investicijskih projektov na spletne portale, v gradiva in priložnostne revije Investo Expo ter dogajanja ob tokratni in številnih drugih predvidenih priložnostih, ki jih pripravljajo v okviru obeh mednarodnih investicijskih programov v letu 2013.